knjižnega trga. Dobar dan, v oddaji iz knjižnega trga se bomo posvetili pesniški zbirki Ivana Dobnika Tajga, romanu Toneta Perčiča Dežela in monografiji Janeza Vrečka Čas je prostor. Recenzije so napisali Tatjana Pregl-Kobe, Muanis Sinanović in Tjaž Mihelič. Daljni sever ima v slovenski poeziji presenetljivo veliko vlogo, če pomislimo le na Kovičevi zbirki Labrador in Sibirski ciklus ali Vincetičevi Finska in Tajmir. Zdaj pa je pred nami še pesniška zbirka Ivana Dobnika Tajga. A mrzlo, prvinsko, težko dostopno pokrajino vsak od njih čuti drugače. Dobnik opozarja tudi na okoljsko problematiko in nenazadnje na odnose v sodobni družbi. Njegove pesmi je v književni zbirki Poetiko novelire izdalo književno društvo Hiša poezije, interpretira jih Tatjana Pregl-Kobe. Pesmi za zbirko Tajga je Ivan Dobnik pisal več let. Nastajala je hkrati z njegovimi zadnjimi 5 pesniškimi knjigami: Tihe pesmi, Čajne pesmi, Rojstvo oaze, Do konca odprto nebo in Nostalgija utopija. V teh ni zaznati tolikšne tesnobe ob grozotah sveta, kot bi bile na situ spoznanj namenjene prav tej zadnji, zapisane v posebni pesniški izreki in s komentarji. Pesnik vstopa v zbirko z vprašanjem na koncu prve pesmi. So pokrajine, ki jih vidi na razprti dlani, imaginarne in plaže na Grenlandiji resničnost? Ali nekaj drugega onstran? Zanj so brez dvoma oboje, saj vsa zbirka deluje kot njegova najbolj intimna pesniška pokrajina. Posluša tišino in opazuje naravo, ne da bi v njej angažirano karkoli spreminjal. Ne ponuja rešitve, iščejo. V 2 polovicah Tajga ter komentarji in odmevi Dobnik opisuje stanje skozi lastna doživljanja in videnja. V obeh delih mojstrsko razvije poetiko prostega miselnega toka, a v zaključeni celoti zbirke zgradba ni pomembna zgolj kot slogovna izbira, ampak tudi kot način medsebojnega oplajanja. V tem kontekstu kot nadgradnja intimnih izrekanj s svojimi upesnjenimi komentarji. V vsaki polovici je po 24 pesmi. V prvem ciklu Tajga, označenih z rimskimi, v drugem ciklu komentarji in odmevi pa z arabskimi številkami. Pesmi imajo le včasih naslove, ki so zapisani v verzalkah in vedno v oglatih oklepajih. Napisane in upesnjene so v pesniškem jeziku, ki nikjer ne zaide v odvečno metaforiko ali patos, da se bralca dotaknejo v globino duše. Oblikovno so zelo različne, gibljajo se od prostega ritma do poezije v prozi. Včasih so verzi kratki, sunkoviti in ritmični, a večinoma dolgi, kakor da vizualno-grafično predstavljajo neskončnost Tajge. Ločila so v prvem delu dosledna, v drugem delu jih skoraj ni. Kristalno čisti stihi pesniškega jezika se zato med sabo prelivajo. Razen pri 22. pesmi Zimska proza, ki se kot strnjen blok že tako vizualno razlikuje od drugih v tem delu. Tudi jezik se v obeh delih zbirke razlikuje. V prvem je skrajno intimen, v drugem ciklu pa z nenehnim prehajanjem med notranjim in zunanjim doživljajskim svetom nastopijo bolj objektivni zapisi, kar ponazarja tudi raba citatov na začetkih 6 pesmi. Čeprav Ivan Dobnik zbirko Tajga posveča ubitim pokrajinam in ranjeni naravi na planetu Zemlja, se posvetilo zaradi prefinjenega jezika lahko nanaša tudi na uničevanje kulturne govorice z vse bolj agresivnim sovražnim govorom v sodobnem svetu. Tajga je prostrana, divja in človeku težko dostopna, prvinska. Ta geografska izbira je ključna. Ko pesnik izhaja iz njene imaginarnosti, ne uporablja besed za napad, temveč za globoko prizadeto zaznavo obstoja. Tako zgubljen v tajgi pišem, ko ti prisluškuješ besedam v novembru, v vetru, v spanju, v pričakovanju, da ti fantom prinese sporočilo. To knjigo, ta
Listič bel. Če je tajga pesnikova pokrajina in zatočišče čiste govorice, potem je to prostor, kjer jezik še ohranja svojo prvinsko moč, daleč stran od toksičnosti sodobnega sveta. Posvetilo ubitim pokrajinam je tako hkrati žalostinka za izgubljeno harmonijo v naravi in opozorilo pred izgubo empatije in človečnosti v naših besedah. V tem kontekstu zbirka Tajga presega zgolj ekološko raven in se umešča v širši družbeno-kritični kontekst sodobnega časa. Ko človek uničuje naravo, uničuje svoj bivanski prostor in ko uporablja sovražni govor, uničuje svoj komunikacijski in duhovni prostor. Ranjena narava v tajgi je zato lahko tudi neposredna prispodoba za ranjeno in degradirano človeško bit. Sodobni sovražni govor je agresiven, glasen, manipulativen in želi nasilno spreminjati družbeno realnost. Dobnikovo obredno lirsko izrekanje in zavezništvo besedi, medtem ko se zunaj podira svet, ki ga nihče ne bo spravil v red, delujeta kot upor proti temu. V njegovi tankočutni ubrani poeziji sta pokrajina in jezik neločljivo povezana. Brez začetka in konca valovijo besede, iglice smrek rišejo osnutke nevihte. Nemočno opazujem barve na zavojih reke, pege in zatege valov, ribe. V otroštvu sem bil življenje spomina mene odraslega za to isto reko. Za Dobnika je pot brez umika nevidna divjina glasov, brv nad prepadom za tiste, ki nimajo kril, in za tiste, ki dolbajo cvet sna vztrajno, z besedami, s pisavo, s koraki skozi velemesta in pragozdove planetarne kože, ki razpada. Za tišino v njegovi poeziji ne velja običajna definicija odsotnosti zvoka. Zanj je tišina estetsko iskanje čistosti lirskega izraza, prostor zbranosti in tihi upor proti hitrosti, agresiji in propadu sodobne družbe. V njegovih starejših pesmih ima tišina pogosto snovne atribute, v zbirki Tajga pa dobi močnejšo dimenzijo. Če je bila v prejšnjih zbirkah predvsem prostor osebne kontemplacije in estetike, postane v Tajgi prostor preživetja in ekološko-duhovni manifest. V prvinski tišini narave rastejo drevesa, tečajo vode in diha zemlja, mrtvaška tišina pa nastane, ko človek uniči pokrajino ali ko sovražni govor uniči kulturo dialoga. Pesnik s poslušanjem prve tišine poskuša zaceliti rane, ki jih povzroča druga. Pri tem tišine ne ubeseduje le z besedami, temveč jo neposredno izrazi tudi na belini papirja, pri čemer so prazni prostori enako pomembni kot zapisane besede. Ko bralec z očmi potuje čez verze in vmesne praznine, je prisiljen narediti miselni premor. Ti prazni prostori med zapisanimi vrsticami delujejo kot nekakšna jase sredi gostega gozda besed. Papir je slikovni nosilec, njegova belina neokrnjena narava, ki je pesnik še ni napolnil s svojimi besedami. Verzi se odpirajo, prekinjajo in nalagajo drug na drugega, kot da pesem nikoli ne more povsem obstati v lastni govorici, ampak jo ves čas vleče drugam. Ta občutek se v zadnji pesmi radikalno razpre, ko se pesnik zave, da obstaja enoten, sklenjen prostor zavetja, v katerega bi bilo mogoče verjeti. Pokrajina postane zmes pesnikovega sna in odmevov. V tajgi, v polsnu, se ponavlja veščina semen, pisanja v drobcih, v kosmih za kosmom, list za listom pleše v vrtincih zime. V tem smislu praznine v tajgi niso praznote, temveč prostor absolutne potence. Je tisto radikalno območje, kjer se beseda spočije in očisti toksinov zunanjega sveta. Prav te grafične praznine med vrsticami delujejo kot tiho opozorilo. Človek s svojim hrupom in agresijo ne sme kolonizirati vsakega kotička sveta, ne v naravi in ne v jeziku. Izrekanje s pomenljivimi prazninami tako postane Dobnikovo končno zatočišče in hkrati etična izjava.
Z ohranjanjem nepopisanega prostora pesnik simbolno rešuje tisti del sveta, ki mora za preživetje človečnosti ostati nedotaknjen, čist in svoboden. Tajga je tako knjiga, ki jo beremo skozi tisto, kar je zapisano, a jo v polnosti začutimo šele v prostorih, kjer pesnik obmolkne. Pisatelj Tone Perčič je večino svojih del izdal v 90. letih prejšnjega stoletja, prejel nagrado Kresnik, v tem tisočletju pa kot leposlovni avtor utihnil. V zadnjih letih pa se je z nekaj revijalnimi objavami vendarle začel napovedovati nov roman z zloveščim, a tudi humornim sanjskim dogajanjem. Pod naslovom Dežela ga je izdala Cankarjeva založba, ocenjuje ga Muanis Sinanović. Tone Perčič je pisatelj, ki se ga literarna zgodovina in bralstvo spominjata predvsem po romanu Izganjalec hudiča, ki je leta 1995 prejel nagrado Kresnik in v slovensko literarno krajino posegel kot presenetljiv postmodernistični rez. Presenetljiv tudi zato, ker je bil Perčič takrat, kakor je še danes, v literarnih krogih skrivnostna, nepoznana osebnost. Leta 1998 je izginil z leposlovnega prizorišča in leta 2000 izdal še monografijo o prostozidarstvu. Roman Dežela je njegova prva knjiga po četrt stoletja. Vsi omenjeni podatki vzpostavljajo draž in suspens pričakovanja. Če bi morali vsebino romana Dežela zajeti v en sam stavek kot zapis na platnici, bi lahko zapisali nekaj takega. To je mešanica Kafke, Linča in Atomik harmonika. Zveni banalno, a je lahko ustrezna popotnica. Ne glede na to, da je vzporednice s Kafko avtor kritiziral že v enem redkih intervjujev v davnem obdobju, ko je prejel nagrado Kresnik. A tej referenci se ne moremo ogniti. Glavni lik romana, inženir Hundek, je namreč zapleten v klobčič zahtev, ki si jih ni sam izbral in katerih uresničitev se mu strukturno izmika oziroma je kar nemogoča. Vnaprej je obsojen na poraz in sodbo. Po intenzivnem prepričevanju 3 odposlancev Dežele, ki ga na videz prijazno, v resnici pa vsiljivo in manipulativno mamijo v njegovi deželi Kenek, se odpravi v omenjeno deželo, kjer mora zgraditi most. Izkaže se, da je to poskušal že nekdo pred njim, a se je projekt sfižil, ali pa v resnici ni nihče tega poskušal in je šlo za nekaj drugega. Resničnost se nam stalno izmika. Vsak občutek trdnih tal pod bralskimi nogami je zgolj kratkotrajen. V tem se odraža linčevski element. Režiser je znal logiko sanj v filmu izvrstno upodobiti in to uspeva tudi Perčiču v romanu. Absurdnosti, anahronizmi in jezikovne premestitve se vrstijo, smisel celotnega dogajanja pa se ves čas izmika. Priče smo stalnim sanjskim rezom, ki preprečujejo uresničenje pričakovanja in ga prelagajo v prihodnost. To uresničenje pa se nam iz poglavja v poglavje zdi bolj nedosegljivo.
Sanskost sveta se odraža tudi v nedomačni mešanici zloveščega in sproščenega, humornega in grozljivega. Bolj kot je nekaj grozljivo in zlovešče, bolj je sproščeno in humorno ter obratno. Oba pola sta neločljivo soodvisna, pri tem pa so tu seveda še sanje v sanjah. V romaneskni simboliki bi morda lahko iskali tudi sledi avtorjevega interesa za prostozidarstvo. Hundek se znajde v nekakšnem skrivnem društvu, ne da bi sam to hotel in ne da bi mu lahko ušel. Tudi gradnja mostu bi lahko aludirala na simbole tega gibanja. Po drugi strani bi lahko šlo tudi za alegorijo tranzicijske Slovenije, slovenske družbe kot skrivnega društva, utemeljenega na mimikriji, z absurdnimi gradbenimi projekti in tajkunskimi podvigi, z delitvijo na podeželje in mesto, na zdravo kmečko pamet in norost, s srednjeevropsko vnaprejšnjo obsojenostjo posameznika na podreditev kolektivu po poti pasivne agresije. V tem je element, ki ga povezujemo z imenom Atomic Harmonic. Vendar nobeno branje ne sme biti redukcionistično. Roman vselej sledi lastni notranji logiki razvoja, za katerega je značilno stalno spodmikanje smisla. V tem se sooči tudi z nekaterimi problemi. Ker se razrešitev strukturno odlaga, se lahko vleče tudi tekst, ki hodi po tanki liniji med duhovitostjo in duhovičenjem. Od duhovitosti pa je, kot smo omenili, odvisen tudi učinek groze. Pojavlja se vprašanje, ali se bo zgodba ohranila na robu med ambivalentnimi sanjami in bralsko nočno moro, med dražljivim uhajanjem smisla in razpadom v nihilistični kaos. Kljub občasnemu nihanju se dežela vendarle obdrži na nogah pri svojem zahtevnem romanesknem projektu. Branje za tiste, ki jih poleg trendovske književnosti, primerne za populariziranje na družbenih omrežjih, zanimajo tudi nagajivi zdrsi v nezavedno trendov, za katere je potrebnega tudi nekaj prefinjenega občutka za anahronizme. Let je že minilo od smrti Srečka Kosovela, a literarna zgodovina še vedno odkriva nove in nove razsežnosti njegove poezije. To dokazuje tudi monografija dr. Janeza Vrečka Čas je identično kot prostor, z razpravami, ki se osredotočajo predvsem na Kosovelov konstruktivizem in njegovo razumevanje kvantne fizike. Knjigo je izdalo Literarno-umetniško društvo Literatura, vanjo se je poglobil Tjaž Mihelič. Trojni enačaj, ki zaznamuje naslov nove knjige Čas je identično kot prostor, komparativista in enega prodornejših raziskovalcev Kosoveljane Janeza Vrečka, nas postavlja v osrčje novega branja Srečka Kosovela. Razlika med trojnim in dvojnim enačajem je v tem, da slednji predpostavlja dve pojavnosti z enako vrednostjo, trojni enačaj pa med dve pojavnosti vnaša eno pomenskost. Eno ima zdaj še drugo ime, ki je s prvim popolnoma skladno, identično eno.
V našem primeru je naslov monografije povzeti iz Kosovelove misli. Čas in prostor je samo dvoje relacij relativnosti v kozmičnem prostoru, ki je sinteza, čas je identično kot prostor. Nova mistika, mistika časoprostora. Razumevanje časa, ki je prostor, in obratno v luči kvantne mehanike, je zaznamovalo Kosovelovo razumevanje poezije. Enost stvari se je prelila v njegov, lahko rečemo, njegov konstruktivizem, ki ni le umetniška smer, ampak način življenja. Enost stvari je bila njegova zahteva, poziv. Enost človeka in prirode, vsebine in oblike, kozmosa in prostora. Črke rasto v prostor, Je zapisal. Vrečkov izziv pri predstavitvi Kosovela ni samo lotiti se ga kot pesnika, temveč tudi kot izjemnega misleca. Namen monografije je zlasti slednji. Vrečko je monografijo zasnoval skozi 10 poglavij in uvod. Ta nas prav zares uvaja, saj avtor v njem predstavlja svoje zasnove za pričujoče delo, v obrisih začrta poteze, ki jih nato skozi knjigo jasneje izriše, svojo raziskavo pa sopostavi k drugim raziskavam Srečka Kosovela. Ob tem se mi zdi vredno izpostaviti njegov odnos do korifeje slovenske primerjalne književnosti Antona Ocvirka. Če je šlo, kot sam pravi, v njegovi monumentalni pregledni monografiji o Srečku Kosovelu iz leta 2011 za nekakšno apologijo Ocvirka, ki ga je prvi povezal s konstruktivizmom, tu do njega vzpostavi distanco in opozori tudi na njegove zmote. Pri tem se na primer ustavi pri njegovi izdaji integralov. V uvodu tudi jasno zapiše, da so se danes uveljavljeni pojmi kvantne mehanike pojavili večinoma po Kosovelovi smrti, tako moramo biti pri njihovi aplikaciji na Kosovelovo poezijo previdni. Omenja pa, da jih je Kosovel zaznaval, intuitivno prišel do spoznanj, ki so bila blizu spoznanjem Plancka, Einsteina, Bohra in drugih fizikov. Kako rešiti nastalo zagato? 10 nadaljnih poglavij bi lahko razdelili na 3 dele. Poglavji Kosovelove definicije konstruktivizma in spopad med Kosovelom in Černigojem prinašata splošnejše opaske o Kosovelovem konstruktivizmu ter zlasti slednje postavlja Kosovela ob bok njegovim sodobnikom in primerja njihovo dojemanje konstruktivizma z njegovim. V 7 preostalih poglavjih Vrečko interpretira konkretne pesmi in iz njih izpeljuje Kosovelovo razumevanje kvantne mehanike. Podrobneje se ukvarja z njegovim manifestom, mehanikom, in ga poveže z njegovimi protomanifesti ter kanoniziranimi pesmimi Kaleidoskop, Monolog, Sferično zrcalo, Srce v alkoholu, Konj spet in Tragedija na oceanu. 3. del monografije pa predstavlja zadnje poglavje z naslovom Sam moram vse dopolniti, v katerem se loteva Kosovelove bolezni in smrti, njegovega odnosa do komunistične partije, sodelovanja z organizacijo Tiger in razumevanja revolucije. Najprej bi želel spregovoriti o podnaslovu dela, ob 100. obletnici smrti Srečka Kosovela, ki ni posrečeno izbran. Knjiga je res izšla v njegovem letu in bo tako zasluženo deležna več pozornosti, kot bi je bila verjetno zunaj tega, vendar presega nekakšno jubilejno izdajo. To lahko izberemo iz avtorjeve pisave, saj gre za pionirsko delo tako v Kosovelovem primeru, kot tudi sicer. Po branju monografije ne moremo več brati Kosovela, kot smo ga doslej. Po drugi strani pa prinaša navdihujoče branje pri povezovanju umetnosti z znanostjo in nudi tudi svojevrstno metodološko oporo za drugačno branje pesmi tudi drugih avtorjev. Boljši podnaslov bi bil tako takšen, ki bi nas dejansko usmerjal na vsebino, kazal v notranjost dela. Kvantna prepletenost, ki bi jo Kosovel lahko zaznaval, z njim pa korespondiral njegov pojem prozornosti iz pesmi Prerojenje. Sam moram biti, vsako telo neprozorno v prozornost preiti. Je ves čas prisotna. Tudi prepletenost sicer je značilnost monografije.
Vrečko k posameznim vzorčnim pesmim vpleta številne druge Kosovelove pesmi, aforizme in mnoga znanstvena dela. Kdaj do onemoglosti, kdaj do vrtenja časa. Kaj želim reči? Da se mi je ob branju monografije večkrat zazdelo, da berem že argumentirane stvari, ki so zdaj spet še enkrat argumentirane, da berem aforizme, ki so že korespondirali s prejšnjimi ugotovitvami. Ob njih pa fizikalne dokaze zanje, ki so bili objavljeni mnogo pozneje. Ali je denimo mistična luč teorije res v povezavi z Borovo atomsko mistiko, kot so drugi imenovali njegovo interpretacijo fizike leta kasneje? Ali Kosovel piše prav o tem, čeravno pojave samo zaznava, torej o singularnosti, točki z neskončno gostoto, ki nastane pri črnih luknjah, v kateri se čas ustavi, ko beremo vers. Ura večnosti se je premaknila v nič. Neposredno zatem pa droben citat iz knjige slovenskega filozofa Marka Uršiča, ki ga ob tej sopostavitvi ne morem brati kot dokaz k izpeljani temi. Kot bralec si želim več prostora, ki bi znal zajeti in biti, se imenovati čas. Več prostora, ste mislim na daljše odlomke pesmi, na daljše citate, če ti podpirajo tako pomembne teze. Ob tem bi si želel več časa, historične perspektive, a nikakor ne historizma. Nekaj takega bi bilo v obstoječem besedilu mogoče navesti namesto komparativističnega navajanja med besedilom z zgodovinarskimi opombami pod črto, kjer bi bil izpisan celoten bibliografski podatek, za katerega bi vedel, kdaj je izšel. Pri pesmih bi si kot bralec želel izpostavitve tega, kar lahko najdemo v povezavi s kvantno mehaniko pri določeni pesmi, ob koncu pa sklepno poglavje, ki bi povzelo glavne ugotovitve Kosovelovega zaznavanja teh pojavov v pesmih. Pomembni študiji to pritiče, zlasti takšni. Morda najbolj nazoren primer tega je v uvodu izpisana množica Kosovelovih doslej neinterpretiranih zapisov, primer tega je v začetku kritike naveden. Nekateri skozi nadaljevanje dobijo svojo časovnost, drugi ne. A če se vrnem k kvantni prepletenosti, je monografija kažipot, namig, ki ga razume dobronamerni bralec drugačnega pisanja. Janez Vrečko v monografiji Čas je identično kot prostor postavlja nove temelje razumevanja Kosovelove poezije in umetnosti nasploh, s tem pa tudi podlago za nove interpretativne izzive. Ponuja nam metodološki in epistemološki zgled, ponuja nam, rečeno s Kosovelom, dejanje gibanja vseskozi. Od nas zahteva naše lastno dejanje, ne biti dani na dvoje, ampak biti eno. To je bila oddaja z Knjižnega trga. Recenzije Tatjane Pregl-Kobe, Muanisa Sinanoviča in Tjaža Miheliča sta prebrala Eva Longika Marušič in Igor Velše. Oddajo je posnel Max Pust, uredil sem jo Vlado Motnikar.